Ste že opazili, da v nekaterih trgovinah na paketkih lanenih semen dodajajo napis, da niso primerna za uživanje surova, da jih je nujno treba toplotno obdelati? Pa je to res? Moje ime je Samo Kreft, sem profesor iz področja zdravilnih rastlin in z veseljem vam pojasnim to in podobne dileme. Torej, lanena semena res vsebujejo eno snov, tako imenovano cianogeni glikozidi, linamarin konkretno, ki lahko sprošča cianid. Tega je zelo malo. Nekako bi mogli zaužiti ogromne količine lanenih semen in to naenkrat, kar je praktično nemogoče zaužiti toliko naenkrat. Namreč, če zauživamo postopno, se zelo hitro, v roku 1 ure, 2, celoten cianid že odstrani iz telesa in se ne moremo zastrupiti. Res je, da pri toplotni obdelavi, pri zelo intenzivni toplotni obdelavi, se en del tega cianida lahko odstrani predhodno, preden vnesemo. Ampak, če na paketkih ni napisano, kakšna ne bi bila toplotna obdelava, ker če je samo blaga, bo samo mogoče 10, 20, 30% šlo. Pri intenzivni mogoče 50%, težko je že doseči večje odstranitev cianida. In če itak ni napisano, kakšne odmerke priporočajo, potem je ta nasvet o toplotni obdelavi povsem brezpotreben. Brez toplotne obdelave pač zaužijemo pol manj, ampak pol manj od koliko, ker niti ni navedeno. Tako da to opozorilo je bolj opozorilo v smislu tistih ameriških zadev, ki nam je znano, da na vrečki napišejo, da si jo ne smemo na glavo dati, ali pa da pralni stroj ni namenjen za pranje živih živali, hišnih ljubljenčkov. Tako da z lanenimi semeni ste lahko povsem brez skrbi, lahko jih uživate v količinah, kot ste jih navajeni, kot je praktično, itak več kot nekaj 10 gramov dnevno, itak niti ni možno jih zaužiti in šele tam bi se pojavile določene znaki zastrupitve, ampak to so prehodni znaki, neškodljivi znaki, tako da še tam, da bi si poškodovali, je pa res z lanenimi semeni nemogoče. Če vas zanima še več takih nasvetov, obiščite našo spletno stran fitoterapija.si.